Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Le še nekaj dni nas loči od starega leta, izstopili bomo v novo leto in to je tudi čas, da se obrnemo nazaj in smo obiskali župana občine Gorje, Petra Torkarja. Lepo pozdravljeni. Lep dober dan vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije. No, če zavrtiva kolo nazaj, občina Gorje je ena izmed delovnih občin in ste kar veliko investicij sprovedli. In katera je tista največja investicija v občini Gorje? Vsekakor ob vsaki investiciji potekajo tudi priprave na naslednje investicije, to je priprava projektne dokumentacije, priprava dovoljenj za izvedbo investicij, odkupi zemljišč in pravzaprav vse aktivnosti, ki pravzaprav pripeljejo sploh do začetka same investicije. No in v letu 2024 lahko rečem, da smo v občini Gorje odlično delali. Opravili smo veliko investicij na področju infrastrukture, ki jo v občini Gorje bogatimo za naše občanke in občane. Povečujemo standard življenja v naši občini. Obnovili smo ogromno vodovodnih sistemov na območju spodnjih, zgornjih las, Krnice, Grabče. Na Prnikih smo več kot 1 km 600 metrov asfaltirali občinske ceste, v kateri smo uredili tudi odvodnavanje. V velikem delu v Simevkuš smo uredili na novo odvodnavanje in pa javno razsvetljavo in na koncu preplastili v celoti cesto z asfaltom. In pa priprava dokumentacije največjega željenega projekta občank in občanov občine Gorje, namreč ob pripravi strategije razvoja občine Gorje smo opravili tudi anketo, ki je pokazala, da si Gorjanke in Gorjanci najbolj želijo novega gorjanskega doma. To je centra športa in kulture v občini Gorje, kjer bo vse občanke in občane združevalo in tudi tiste, ki obiščejo našo občino. No, da pa bodo investicije lahko delovale in da bo gradnja lahko nadaljevala, je pa potreben eden izmed dokumentov, to pa je proračun občine Gorje. No, vsekakor vsaka investicija brez predvidene investicijske ocene in pa projektne dokumentacije ne more iti naprej. No in vse te investicijske ocene in projektne dokumentacije so sestavni del tudi proračuna za prihodnje leto. Letos, torej 2024, smo imeli prvo branje 23. oktobra za leto 2025. Proračun je razvojno naravnan. Lahko rečem, da je veliko investicij, kot že rečeno, v infrastrukturo in pa pripravo projektne dokumentacije za gradnjo gorjanskega doma. Obenem pa je tudi že izvedba parkirišča pri pokopališču v Zgornjih Gorjah. No, ker 23. oktobra so zaradi neutemeljenih razlogov proračun v prvem branju svetniki in svetnice skupine Janeza Poklukarja zavrnili proračun, smo 27. novembra ponovili prvo branje, no in prvo branje je bilo potem v drugi verziji sprejeto. Lahko pa rečem, da smo med 23. oktobrom in pa 27. novembrom izgubili dobrih 30 dni, kar pomeni, da bomo imeli v občinski upravi 30 dni manj v letu 2025 za pripravo vseh ključnih elementov za izvedbo investicije v letu 2025 in pa v tem mesecu se pravzaprav ukvarjamo izključno samo z vsemi javnimi zavodi v lasti ali solasti občine Gorje, z društvi. Noben razpis ne more iti naprej, ne more biti podpisana nobena pogodba in enostavno je bila, bom rekel, s to potezo, ker so neutemeljeno zavrnili proračun v prvem branju, storjena za občino Gorje velika škoda. Pravzaprav ne moremo nadaljevati s prizidkom k zdravstvenemu domu, ne more biti dobavljeno tudi gasilsko vozilo v vrednosti 300 000 evrov za prostovoljne gasilke in gasilce prostovoljnega gasilskega društva Gorje, ki skrbi za zaščito in reševanje naših občank in občanov. Pri sami knjižnici enota Gorje smo imeli planiranih dodatno zaposlitev, kar seveda ne bo mogla biti izpeljana, preden se sprejme proračun, in pa vrsto takih projektov, ki sem jih zdaj naštel,
ne bo moglo iti v izvedbo. In kaj to pomeni za občino? S kakšnimi sredstvi bo lahko poslovala prve 3 mesece? Prve 3 mesece lahko posluje izključno in samo v višini poslovanja iz preteklega leta, leta 2024. Torej gre izključno samo za obratovalne stroške, nič pa investicijskih vlaganj. Občina Gorje pa je tudi športna občina, saj z Gorij izhajajo biatlonci, tekači, ki jih vidimo tudi na različnih prvenstvih, tudi na olimpijadah. No, Gorjanke in Gorjanci imamo veliko srce, ne samo na humanitarnem področju ali kulturnem, kot so Godba Gorje in pa Kulturno društvo Gorje, ki so se tudi pokazali kot v oddaji Slovenija ima talent, govorim za Godbo Gorje. Za Kulturno društvo Gorje je pripravilo odličen prikaz prihoda Miklavža v Gorjah, ki smo ga lahko gledali tudi na televizijah in pa brali v medijih. No, naši športniki in športnice Športnega društva Gorje pa so zelo uspešni, namreč tekmujejo na vseh svetovnih prizoriščih, športnih prizoriščih po svetu in v zadnjem vikendu so tekmovali v štafeti biatlona. Torej bila je ženska štafeta biatlona, kjer se je z slovensko ekipo pomerila naša Gorjanka Klara Vindišar, moška štafeta v biatlonu pa se je v ekipi pomeril skupaj Miha Dovžan. Na teku na smučeh, ki se odvija vrsto tekmovanj svetovnega formata, pa nastopajo naša Eva Orevc, Anja Mandelc in pa Mihaličev v teku na smučeh. 20. decembra proti novem letu bomo lahko spremljali velike tekme alpskega pokala IBU na Pokljuki, tako da vse gledalke in gledalci vabljeni na Pokljuko, na sveži zrak in pa navijajmo za slovenski šport. No, pred prazniki pa ste imeli tudi že tradicionalni koncert, kot ga imate vsako leto z Godbo Gorje. No, vsekakor nam Godba Gorje nam zaigra za dušo in za srce. Veliko talentov, poleg Godbe Gorje se je tudi na samem koncertu predstavilo, tako da lahko rečem, da v Gorjah živimo kulturni ljudje, ki znamo in zmoremo popestriti vsej Sloveniji, tudi obogatimo te predpraznične čase. No, ker pa že več kot 14 let sodelujemo v Slovenskem zajtrku po sami ideji Čebelarske zveze Slovenije, smo se letos odločili, da takoj zakorakamo s Slovenskim tednom slovenske hrane. No in po zaključku tedna slovenske hrane smo organizirali tudi prodajo na stojnicah lokalno pridelane hrane, kar smo ponovili tudi v decembrskem mesecu. No, 5. decembra se je odvila druga prodaja stojnice na lokalne hrane in lahko rečemo, da glede na dobro ponudbo in pa dobro povpraševanje na teh stojnicah bomo stojnice v letu 2025 ponovili. No, ker sva pa ob koncu leta, naj se vam zahvalim za tale pogovor in za vse ostale v letu 2024. Želim mirne božične praznike in čim več uspehov ter zdravja v letu 2025. No, vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije želim, da vas skozi leto 2024, kar ga je preostalo, in pa vnaprej 2025 in naprej spremljajo predvsem lepe misli in pa naj beseda poboža vsakega, ki vam pride naproti. Srečno!